Živjo in dobrodošli v tretjem delu oddaje Prvič za volan, kjer Iana spremljamo na poti do vozniškega izpita. Evo te, pa si štartu. Pozabim dihati vmes. Jaz zdaj le vozim, ampak jaz ne diham. Naj ti povem, da Ian z izpitom počasi in pridno napreduje. Skopka še enkrat pritisnem. Sploh vem, kaj gre zdaj. Prva. Aha. Brez panike. Prevozil je že kar nekaj ovinkov proti cilju. V Triglav Labu je na simulatorju vožnje Drive premagoval svoj strah. Mora biti na volanu, ja? Dihaj. Oh my god. Na poligonu je uspešno vijugal med količki. A to je zdaj crkno? Ja. No ja, Še enkrat. zdaj po cesti vozi že skoraj kot profi. Krožišče ni noben problem in še čisto malo pa bo osvojil tudi sklopko. Čak, sklopka je ta leva, ne? Ta leva. Okej. Pritisneš do konca. Pritisneš sklopko, Ta levo? ta levo. Ne vem, če sploh točno vem, kaj je sklopka. Boš. Ampak Nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če Ian ne bi o svojem strahu spregovoril. Nič ni s tabo narobe. vem. To je najprej, kar ti moram Ja. povedati. To je normalen odziv. Strah zgubi pol svoje moči, ko o njem spregovoriš. Ravno zato se je Ian odpravil na pogovor s psihologinjo Anjo. Živijo, jaz sem Ian. Anja, me Čisto imam že mokre roke, tako da se to pravi. Okej, nič od tega. Dajmo pogledat, kaj mu je svetovala. Moje ime je Anja Čorič, sem psihologinja, delujem na področju prometne preventive na Centru varne vožnje. Daj mi povej, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Mene je bilo zmeri strah, imam občutek hitrih stvari. Nikoli nisem maral adrenalina, še danes ga neki ne preveč. Bi pa rekel, da se je ta strah pred hitrostjo, pred zaletavanjem začel že, ko sem bil, ne vem, v osnovni šoli, ko smo na počitnicah z družino hodili na te ringelšpile. A veš, ko so tisti avtomobilčki? No, jaz takrat nisem imel najbolj sreče, ker me je pač oče me je takrat skozi peljal na tiste avtočke in tisti avtočki so bili ful hitri. Ful so se zabijali, ker pač fora je tistih avtomobilčkov, da se probaš čim bolj zapiti od drugega, ker je to ful fun in zabavno. Mene pa takrat kot otroka je tisti čist prestrašal. Mene je takrat tisti avtomobilčki so me toliko prestrašali, da nikoli nisem več maral nazaj gor iti. Ja, potem se je pa nesreča zgodila in jaz mislim, da je bil to razlog, ker je pač vse skupaj še bolj potenciral, da me je še danes pač strah voziti. Mi lahko poveš kaj o tej nesreči, kaj se je pravzaprav zgodilo in kaj si ti doživljal ob tem? Jaz sem bil v prvem letniku srednje šole. Za vikend sva se zmenila, da bova šla z atijem v kino. Lih prideva iz ovinka in jaz samo vidim tako 100 metrov naprej, da nek avto tako na ful vijuga po cesti. Tako hardcore vijuganje. Midva sva se takrat itak z atijem ful ustrašila, nobenemu ni bilo jasno, kaj se dogaja, ampak se je vse skupaj tako hitro zgodilo, da nisem mogla se nesreči izogniti in tisti moški se je takrat v naju zabil, tako s polno hitrostjo, avto je bil čista totalka. Jaz se takrat sam spomnim, da je mene sam fotor pokril z roko, pa spomnim se, da je ful počal. Jaz bi rekel, da ko se je tista nesreča zgodila, v tistem momentu se je meni zgodil po moje največji strah, ki sem ga imel v življenju. Ko je policija prišla, sta bila moški pa ženska, sta bila ful prijazna. Na tisti točki smo se odločili, da pač vprašamo gunga moškega, ki je v avtu, ki se je zaletel nama, kaj se je dogajalo, ampak takrat njega ni bilo več, ker je pač pobegnil. Če se prav spomnim, je šel tako v koruzo in sam pobegnil, ker je bil tako pijan, da zase ni vedel. Ja, takrat smo pa hitro leteli v UKC. Jaz, hvala Bogu, sem bil fizično okej. Ampak, ko sem mislil, da sem jo dobro odpeljal, sem videl, da je pa ratal čisto en drug problem. To je pa ta psihološki problem. In je nastal tak strah pred vožnjo v avtu, sploh nisem vedel, da lahko obstaja. No. Hvala za to zgodbo. No. Ja. Se mi zdi pomembno, da o njej govorimo. Pravzaprav so psihološke posledice po nesrečah zelo pogoste. Ja. Ampak ker se o njih ne pogovarjamo, ima včasih kdo občutek, da je sam o tem.
Jaz sem takrat imel ful velik problem. Jaz se, ne vem, kakšno leto se sploh nisem upal usedeti spredje v avto, ker mi je bilo to grozen. Spotran se itak nisem upal voziti, sem kar jokati začel, ker sem se mogel z njim voziti, ker mi je bil pač tak šok. Tako da sem se poj navadil v zadnji voziti, strah avtocest, ovinkov, predorov, kad je en velik kamion pelje nasprot. Čist vsak ovink me je spolno nesrečal. Čist vsakič, ko je avto mem zapeljal, hitro me je spolno nesrečal. Strah me je, kako drugi vozijo, strah me je, kako drugi prehitevajo, strah me je, kako drugi nimajo varnostnih razdalj. Strah me je pijanih voznikov, strah me je zaspanih voznikov. Strah me je, da jaz mogoče ne bom odreagiral dosti hitro. Ja, kar se meni zdi pomembno, to, kar sam pri sebi opaziš, je to, da lahko minejo leta, ampak nekako občutki ostanejo. Ja. To je značilnost travmatičnih dogodkov, da pravzaprav naši možgani si jih zapomnijo in potem ob nekih situacijah, kot je na primer ovinek, vrnejo nazaj sliko in takoj občutke zraven. Zato je pravzaprav zelo težko iti, tako v navednicah, iti čez neke stvari, brez da se o njih pogovarjamo, brez da nekaj aktivno poskusimo narediti. Ampak jaz se sploh sprašujem, kaj je sploh z mano narobe, ker me je toliko strah, ker se kar začne trest, ker je kar... Ne vem, jaz imam občutek, da kar tako čist ratam out, tudi če zdaj kar razmišljam o tem, ker ne vem, zakaj me je toliko strah. Nič ni s tabo narobe. Vem. To je najprej, kar ti moram povedati. To je normalen odziv. Normalen odziv našega živčnega sistema, normalen odziv naše psihe, ampak zdi se nam nenormalen, ker ne govorimo o tem. Je pa normalen. Se pravi, raziskave kažejo, da približno 80% ljudi po prometni nesreči ima psihološke posledice. Zdaj se seveda nekatero, skoraj večino morda izzvenijo, ampak nekje 10 do 15% ljudi se pa potem celo življenje spoprijema. Rekla ste, da je pač ful pomembno, da se o tem pogovarjamo, ampak jaz sem imel občutek, da nisem imel nobenega, s katerim bi se lahko o tem pogovarjal. Problem je bil v tem, da nobeden tega ni razumel, tisti, ki pa niso razumeli, pa imam občutek, da tudi niso hoteli razumeti. In v zadnjih letih je meni to, da nimam izpita za avto, naredil več problemov, ki si jih mogoče prej ne bi predstavljal. Najhujša je bila neka širša družina, ki me vidi enkrat na let, ki mi primerja z njihovimi mlajšimi nečaki. Lej, naša je pa toliko stara, pa že zdaj bo šla delati izpit za avto, kaj pa je s tabo. Pa vejo ljudje, da je to moja šibka točka in to poj vzamejo vse poprit. To zelo radi poudarjajo, zelo radi te opomnejo, kljub temu, da imaš lahko, da si na magisteriju, imaš uspešen SP, lahko karkoli narediš. Kaj pa je z izpitom za avto? Zdaj že voziš, a ne? Kdaj boš pa začel voziti? Ti še zmer strah, pa zakvano, pa daj si plačino. Stereotipi, preprosto, pričakovanja. Zakaj ven štrliš? Zakaj ti drugače? In mogoče tudi, zdaj se bom malo pohecala, malo rak rana naše kulture, utikavanje nosu, tam, kaj malo ne sodi. Ampak to primerjanje kar naprej. Ti lahko narediš 99% stvari po pričakovanjih ali pa še malo boljš, ampak fokus je na tisti eni točki, na šibki točki. In tako je pomembno videti, kako se odmakniti od tega. Ti zase veš. Jaz sem si rekel, da bom zdaj, ko sem še študent, naredil izpit za avto. Kaj te motivira za to, da narediš izpit? Kaj je tisto, zakaj bi ga naredil? Kaj te vleče? Kaj boš imel od tega? Jaz od nobenega v življenju nočem biti odvisen. Jaz se na nobenega ne maram zanašati, tudi na najbližje, tudi na familijo. In jaz mislim, da bolj, ko si samostojen v vseh pogledih življenja, lažje ti je živeti. Ali je to finančno, ali je to izpit za avto, karkoli. Kako vidiš sebe? Bi lahko naštel kakšne svoje pozitivne lastnosti ali pa tvoje osebnostne lastnosti, zaradi katerih smatraš, da ti bodo pomagali biti dober voznik? Nisem tekmovalen v avtu. Definitivno nimam tega moškega ega, ki se mora dokazovati. Res, to mi je tako na cesti, absolutno ne. Ful sem potrpežljiv. Nikoli me kolone ne iztirijo, nikoli ne iztiri, da nekdo počas voz pred mano, ker si mislim, oh my god, ne bom se sekiral zaradi tega. Tako da jaz vem, da moj potrpenje pa moj način razmišljanja je super za na cesto.
Tudi mene, primer, jaz sebe vidim na križiščih, ulicah, jaz sebe vidim voziti. Čist, jaz se vidim za volanom. Jaz se vidim za enim terencem, ful se vidim. Ampak sam to avtocesto moram preživeti, no. Sam to hitrost. Kako se pravzaprav čuti strah v tvojem telesu, kadar ali pomisliš, da bi šel voziti, ali pa če bi se usedel za volan? Kaj je tisto, kar prepoznaš pri sebi? Za volan še ne vem, kako bo, ko se bom usedel. Mene je najbolj strah samo to, da bom dvignil roke pa noge pa rekel, ne morem, ne bom. Tega me je najbolj strah. A veš, tako, ko imamo ljudje, imamo tri nekako cone, v katerih delujemo. Eno je ta cona udobja, to je to, da ti ne bi šel delati izpita, ali pa sploh ne bi vozil. Potem imamo cono učenja, to je tako, da boš počasi, da ti je malo strašljivo, pa ne preveč. Se pravi, da ti je lih toliko strašljivo, ampak da ti stres obvladaš, ki pride. Da te ne pahne preveč. Ker če pa prideš v cono panike, to je pa tista tretja, takrat je pa možno, da zamrzneš. A je strah isto intenziven lahko pri 15-letniku, 17-letniku kot pri 40-letniku? In 67 in 92. Kaj jaz sem ful razmišljal, starejši, ko bom, mu ne bo strah. Ampak ne, zdaj razmišljam več, ko bom izkušenj imel, mu ne bo strah. Več, ko boš imel izkušenj, bolj, ko boš zorel kot oseba. Kako jaz lahko z nekom govorim, ali so to neki zavodi, ali to, kako jaz lahko kot nekdo, ki me je strah, a je to tudi neka telefonska linija, a je to, kakšni so načini, da jaz lahko pokličem pomoč? Zdaj v Sloveniji je veliko opcij, kjer bi lahko, ker pravzaprav ni tako specifično za strah pred vožnjo. Imamo tudi zavode, ki se ukvarjajo prav s temi temami. Drugače pa so tudi telefoni za pomoč, za klic v stiski, ki deluje 24 ur. Potem seveda obstajajo kakšne druge oblike psihosocialne pomoči. Če smo še recimo v srednji šoli, imamo najbrž psihologinjo, psihologa na šoli, lahko pristopimo pa nas usmeri naprej. Lahko tudi pri osebni zdravnici zaprosimo, obstajajo centri za duševno zdravje, kjer lahko tudi brez napotnice se kje pogovorimo. Obstajajo kakšne skupine za samo pomoč mogoče. A imaš zase že kakšne načine, ker zdaj greš počasi v avto, kakšne načine, kako si boš pomagal? Just do it. Samo naredi, ne preveč razmišljati, ne overthinkati, poslušaj to, kar ti pravi inštruktor, posebej pojemaš za sabo, poslušaj, jemlji znanje, pa bo. Kaj vem, da jaz moram sam doživeti, jaz moram sam iti na cesto, jaz moram sam parkirati, in kaj vem, kaj bom enkrat to šel, bom dvakrat to šel, bo vse zlažje. Jaz močno verjamem, da za izkušnjam se bo moj strah zmanjšal. Izkušnje so pomemben del in izkušnje v varnem okolju na varen način. Zdaj po eni strani je seveda to proces, ki ga boš imel v šoli vožnje, ker bo varen način. Imamo pa tudi možnost, da gremo na simulator, kjer v varnem okolju, še bolj varnem, ker gre za se pravi simulacijo, preizkusimo kritične situacije, kritične dogodke, naši možgani dobijo informacijo, kako to izgleda in na nek način s tem tudi polnimo svojo, jaz temu rečem, vrečo v možganih, kjer so noter izkušnje, kako te situacije reševati. In ko potem v življenju, v realnosti pridemo v to situacijo, možgani vejo, kam iti iskati rešitev. Pa mislim, da prvi korak je in mislim, da sem pripravljen, da probam tale simulator. Greva. A greva? Greva. Karkuj zdaj? Ker zdaj. A bo z mano? Yes. Ok, cool. Hvala Ianu za tole zgodbo. Itak vidimo, da mu gre premagovanje strahu več kot odlično. No, tebe pa verjetno zanima, kako so izgledali njegovi prvi zavoji, a ne? Ok, tole naštimam, tole štima. Prva ura vožnje je za mano, boki me bolijo, kolen sploh ne čutim, noge imam utečene, čisto sem zmatran. Pa čak malo, preden ti sploh povem, kako je šlo, moram naročiti za jest. Tako da, dajva prvi naročiti nekaj z McDonald'sa. Wow! Sem opazil, da sploh ni bilo to grozen. Ni bilo to grozen, ogledno sledi, že sem se drugače dosti počutil varnega. Ena nesreča vmes me je dosti presenetila, pa pretresla, moram priznati. Ni bilo pa tak bav, kot sem mislil, da bo. Moram priznati, da prvo stvar sem naredil, sem poklical mami. Pa sem mislil tisto, ratal mi je! In moja mama je sam tako zadnji, ratal nam je! In sem bil sam gunil, sem pa pripravljen, gremo naprej in ko mi čakam, da sam še nadaljujem. Zdaj sem porajal, da sem sposoben zapeljati avto. Vem pa tudi, da se konstantno bolj bliža tisti čas, tisti dan, ko bo treba zapeljati na avtocesto. Pa mogoče me malo skrbi, ko mi bo rekel eden, zdaj pa zameni gumo. Kva?
Ok, in to je bilo to za danes. Če te zanima, kako se bo moja pot vožnje nadaljevala, ne pozabi subskrbati na Džunglin kanal. To je to, kar ti lahko za danes povem, pa se vidva naslednjič. Ian, mi res verjamemo vate. Ti sam ostan miren v vseh preizkušnjah, ki te še čakajo. No, nas pa čakata še 2 dela. Naslednjič si bomo pogledali njegove najbolj stresne trenutke med vožnjo, potem pa je že čas za dan D. A bo Ianu uspelo prvo narediti glavno vožnjo? Bomo videli. Spremljaj Džunglo.